Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Facebook škodi otrokom. Tako je pred odbori Evropskega parlamenta povedala Frances Haugen, nekdanja zaposlena pri tem podjetju. Poleg tega pa še menda razpihuje delitve in spodkopava demokracijo. Verjetno res, ampak Facebook smo ljudje in vse, kar je gor, smo tja prinesli mi. Kaj bomo odnesli, je torej tudi odvisno povsem od nas. Čuvajmo svoje otroke in sebe. Sedaj pa se lotimo 34. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Stop Gregorčiču, zakaj Peter Gregorčič ne sme več na Odmeve. V ljubljanskem studiu pa je dr. Peter Gregorčič, raziskovalec in predavatelj na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, aktivni državljan, pred leti eden izmed pobudnikov za ustavno presojo tedanjega javnega financiranja zasebnih osnovnih šol, zdaj pa tudi politični komentator. Dobro večer. Takole je Igor E. Bergant premierno predstavil dr. Petra Gregorčiča na Odmevih pretekli četrtek. Ali je bilo to zadnjič in če da, zakaj, nam bosta pomagala razvozlati naša stalna komentatorja, dr. Peter Gregorčič in Marko Balažic. Toplo pozdravljena. Dober večer. Dober večer. Zdaj, Marko, danes smo izvedeli iz članka objavljenega na Požar Reportu, da si v bistvu ti tisti stric iz ozadja, ki je sploh povzročil, da so najprej Petra povabili na Odmeve. Ne? Pa bi te zdaj prosil, če nam mogoče poveš našim gledalkam in gledalcem, če tega slučajno niso brali danes, kako je ta postopek tekel. Skratka, najprej so iz Odmevov klicali tebe, ampak ti si se opravičil, ker povej. Ne, jaz moram na začetku povedati, da imam konflikt interesov oziroma da sam dojemam, da imam konflikt interesov zaradi tega, ker sem bil nedolgo nazaj povabljen oziroma je bil inštitut, ki ga vodim, povabljen k sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in sem pač zaradi tega ocenil, da je mogoče nedostojno z moje strani komentirati aktualnega ministra vlade, zaradi tega, ker delam za njegovega kolega oziroma sodelujem z ministrstvom njegovega kolega. In seveda potem sem stopil korak nazaj, predlagal Petra in zgodilo se je, kar se je zgodilo. Jaz mislim, da je Peter pustil dober vtis. Ja, zdaj Peter, potem pa so tebe klicali iz Odmevov, so te povabili, da prideš tja. Daj nam prosim razloži, kako je ta stvar potekala. Se mi zdi zanimivo, no, da tudi naša publika zve, kako v bistvu ta zadeva teče. Ne? Se pravi, neka taka oddaja, kot je Odmevi, se pravi, večerna informativna oddaja na TV Slovenija, kako recimo pride gost tja, kako to izgleda iz prve roke. Ja, kmalu po tistem, ko mi je Marko javil, mislim, da 2-3 minute, da me je predlagal za Odmeve, sem dobil klic urednice Aleksandre Saksida, ki me je vprašala, če bi bil pripravljen komentirati zadevo Vizjak Petan. Če kaj o tej zadevi vem, rekel sem, da vem, da ravnokar gledam novinarsko konferenco in da sem pripravljen pač priti. Potem so se pač dogovorila, da pridem v Odmeve, snemali smo malo naprej. In ko sem prišel v Odmeve, je prišel voditelj gospod Bergant, sem jim predstavil in mi povedal, kako me bo predstavil v Odmevih. Rekel sem, da morda je smiselno, da pove, da sem politični komentator, ker to v resnici sem na TV3 na uri moči že drugo sezono. Tako da jaz mislim, da je tisti odstavek potem on vztrajal, da me pač gledalci RTV-a ne poznajo v tej vlogi in da me poznajo drugih. Sem rekel, v redu, naj pove, kar želi, ker vse, kar je navedel, v resnici drži. Očitno potem na koncu to zadevo dodal. Vmes mi je predstavil, katera vprašanja me bo vprašal. Jaz sem pač rekel, ok, ker načeloma imam naraje spontanost, nisem en izmed tistih komentatorjev, ki bi si želeli vedeti vprašanja vnaprej. Vem namreč, da pač vsaj v oddajah, ki jih komentiram, stvari včasih malo nepredvidljivo tečejo in sem na to tudi pripravljen in v tem tudi najbolj uživam v resnici. Marko, ko si ti predlagal Petra, pač te kolegici iz TV Slovenija, si ti povedal, za koga gre? Je ona vedela, kdo je Peter Gregorčič, ali si ga bolj ti prodajal? Kako je to šlo? Ne, jaz iz tega ne bi delal velike zgodbe. Sej pač Peter je, tako kot je sam povedal, je znan obraz, komentira že nekaj časa. Gotovo so ga te ljudje prej že videli in mi ga ni bilo treba posebej predstavljati. In jaz načeloma se tudi tukaj držim teh načel, da pač je na koncu dneva njihova odločitev, ni bila moja odločitev. Ne moreš mene predstaviti kot nekega človeka iz ozadja zdaj, ki je prijel Petra, ga prijel pod ramo in ga odnesel v studio Odmevov in tam presenetil Berganta. Ni tako, glej,
Jaz sem predlagal njegovo ime, zaradi tega, ker se mi zdi Peter korekten, ker se mi zdi kompetenten, ker se mi zdi v svojih pogledih zmeren in tudi v določenih stvareh dokaj podobno razmišlja kot jaz in mislim, da bi lahko tisto mnenje, ki ga je pač imel zapovedati, zelo kredibilno in zelo dostojno zastopal, kar na vse zadnje je tudi storil. Seveda, potem, kar je sledilo, so bile pa druge zadeve. Ampak, kot sem rekel, odločitev je bila v njihovih rokah, oni so naredili, kar so naredili, če je pač bila domača naloga narejena, ja, če ni bila narejena, ne. To na koncu dneva ni moj problem. Vsekakor pa v bistvu jaz celotnega tega pogroma dokaj ne razumem, oziroma ga vsaj z uredniškega vidika ne razumem, če gledamo. Glavna poanta vsaj medijev v takih oddajah je tudi gledanost. Ne? In upam si skoraj trditi, da je bila ta oddaja s Petrom ena med bolj gledanimi in da če želijo vsaj ponoviti mogoče kakšen tak rezultat, bo seveda tudi njim v interesu, da ga povabijo in da soočijo argumentirano mnenje še naprej. Kar se mi zdi pa izpod vsake kritike, pa da se zdaj dogaja ad hominem napad na Petra, ampak sej, to so pač stvari, s katerimi se soočaš. Sej tudi sam, če obrnem vodo na svoj mlin, nekaj nastopov po vseh teh medijih sem imel, napadi niso bili sicer javni, ampak dobivaš pa milijon sporočil enih in drugih, ki se pač ne strinjajo s tabo in vedno grejo na neko ad hominem zadevo, nikoli ne grejo v razdelavo tvojih argumentov. Kar je pa v bistvu na vse zadnje škoda, ker smo imeli tukaj priložnost, da dvignemo mogoče ali pa da stopimo korak višje in da probamo najti neko resnico, kar je pa v svojem bistvu tudi naloga medijev in novic, ki nam jih predstavljajo. Zdaj, Peter, ti bi naj bil moteč, ne, če sledimo mnenju filozofa Vezeka, ki ga je zapisal za pač tednik Mladino, ker si ustvaril ime na Novi 24 TV pa Demokraciji. Pa me zdaj zanima, kolikokrat si ti recimo bil na Novi 24 TV? Ja, na Novi 24 sem prav razmišljal, bil sem enkrat, zdaj se ne spomnim leta 2017 ali leta 2019 za ravnatelji zasebnih šol, ko smo komentirali ZOFI. Ne pa povem še eno zanimivost, da sem bil na Demokraciji, na Demokraciji sem imel intervju. In sem ga objavil natanko tolikrat, kot sem objavil tudi prispevek v Petanovem dnevniku. Ne. Tako da zanimivo, tega pač niso navedli. Ja. Pa nekaj drugega rekel tukaj. Ne. Se pravi, kot jaz vem, tile gospodje, ki so me komentirali na tak način, z vso pravico seveda, vodijo katedro za novinarstvo. Mene ne čudi, da imamo mogoče mi tak nizek nivo novinarjev, če prihajajo izpod učnega procesa takih ljudi, ki niso sposobni niti preveriti na internetu, s čim se nekdo ukvarja. Ne. Zdaj, tukaj lahko tega niso bili sposobni narediti korektno, ali pa tega morda niso želeli narediti korektno. Ne. Ja, ali pa ne ločijo mogoče nič, ne, ker zdaj, če te prav razumem, je rezultat 1:1 med Odmevi pa med Novo 24 TV, kar se tiče tvojih pojavljanj. Ne, to v resnici ni res, Aljoš. Jaz sem bil pred tem že dvakrat na Odmevi. Se pravi, vodijo celo Odmevi. Ja, Odmevi vodijo. Jaz sem bil enkrat v studiu z ministrom Pikalom, enkrat sem imel vklop in pa tukaj je bilo tretjič. Tako da 3 proti Nova 24:1. Ne. Se pravi, ne samo, da oni ne vejo, kje si ti na drugih televizijah, tudi ne vejo, da si bil že na njihovi televiziji, če so imeli občutek, da si zdaj prvič, pa so te spraševali, kako te naj predstavijo. Ne? Pa ne samo to, na Dnevniku sem dal večkrat izjavo, ne? To pa mislim že kar nekajkrat, ne vem kolikrat, bilo je manj kot 10-krat, pa več kot 3-krat po mojem. Ne? Zdaj, Marko, ti tudi hodiš na to televizijo. Misliš, da zaposleni tam ne gledajo svojega programa? To je vendarle, se mi zdi, taka kar huda obtožba. Ne? Pa ne vem, jaz ne bi šel tako daleč, pa ne bi delal iz vsega skupaj teorij zarot, ker so pač... Ne, se to ni zarota, se to kvečemo obratno. Zarota bi bila, če bi oni vedeli, da je Peter bil tam. Jaz mislim, da res niso vedeli. Pa se jaz mislim, da ni toliko zmotil Peter kot sam Peter, ali pa to, da se je Peter tam pojavil, ampak njegovo sporočilo, ki ga je dal, ne, ker je v bistvu nekoga, ki je stalni komentator, na koncu dneva postavil neko zelo nezavidljivo situacijo in se pač potem mogel ta moment sprožiti. Ravno tako, kot sem prej dejal, veste, resnica je vedno nekje vmes, ne? Če parafraziram ta latinski pregovor in medias res, ne? Veste, naloga medijev je ravno to, da soočijo različna mnenja različnih ljudi, ne? In resnico potem iščemo skupaj oziroma probamo identificirati to, kar se zares dogaja in če je ta promet dokaj enosmeren, vsaj večino časa tudi si upam skoraj trditi, da je, in se potem pojavi nekdo, ki zelo do določene mere tudi vehementno osvetli drug pogled, ki mogoče ni v skladu s tem glavnim pogledom, je seveda potem treba delati damage control. In jaz mislim, da se je pri Petru prej sprožil ta moment, kot pa moment, da se je ravno on pojavil tam zato, ker se je pojavil, ampak da je bolj težava zaradi sporočila, ki ga je podal in da je tukaj pač
rešujejo situacijo, kakor se pač ta situacija rešiti da. Ja, Pri čemer bi jaz Aljuš samo eno stvar Povej. popravil. Tukaj jaz mislim, ne gre kritika na ljudi, ki so zaposleni v odmevih. Se pravi, tega damage controla, kot ga po mojem zelo korektno poimenuje Marko, niso se pravi sprožili novinarji in uredniki RTV-ja. To so sprožili neki gospodje, profesorji na faksu za družbene vede, ki si pač lastijo medijski prostor in ki jim očitno, to je zdaj zelo jasno, mislim tudi zelo velikemu delu Slovenije, tudi po njihovi zaslugi, ne dopustijo drugega mnenja. Drugega mnenja pa ne pustijo zato, ker potem ne zmorejo ukalupljati javnega mnenja v svoj kontekst. In tukaj jaz vidim težavo. Tudi, ko sem jaz prišel v Odmeve, sem si rekel, jaz imam recimo 8 minut, je bil prispevek, tako je bilo predstavljeno, torej imam približno 4 minute ali manj, ker so 2 komentatorja. V 4 minutah lahko zelo malo stvari poveš. Nekje 2 do 3 misli so mogoče, da jih lahko razviješ in nekako utemeljiš, kar vedno rad počnem. To sem se naučil tudi pri svojem znanstvenem raziskovanju. In sem si rekel, v te 3 misli moram jaz izrabiti zato, da osvetlim še drugo stran zgodbe. Ker se mi zdi pošteno, da gledalec vidi 2 strani zgodbe in se potem sam odloči, čemu bo verjel, morda ničemur, morda bo naredil nek hibrid tega. In jaz vidim poslanstvo medijev prav v tem, da predstavljajo poglede različnih ljudi, pri čemer lahko potem vsak posameznik izbere tisto, ki mu je bliže ali ki je bolj po njegovem mnenju verodostojna. In česar ne maram pa enostranskosti. In ko opazim, da gre nekdo izrazito v eno smer, potem običajno se intuitivno postavim povsem na drugo stran, ker želim to protiutež. Namreč zelo zagovarjam tale pluralizem in demokracijo. In to je soočenje različnih mnenj in pogledov. Nimam težave, če se nekje zmotim, vendar mora nekdo drugi povedati, zakaj sem se zmotil, kje sem se zmotil. Ne moram se pa zmotiti o tem, da sem zaposlen na strojništvu ali da sem fizik ali da sem inženir. To ni noben argument v resnici. Ja. No, na srečo imamo mi mnogo več časa kot 4 minute, tako da si lahko privoščimo tudi krajši predah, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, ali bo Peter Gregorčič kdaj smel na Odmeve. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno Peter Gregorčič in Marko Balažic. Pogovarjamo pa se o tem, ali bo Peter še lahko kdaj šel na Odmeve. Peter, kot si rekel, vi ste ta prispevek za Odmeve posneli, naša oddaja gre v živo, ampak pri Odmevih je ponovadi tudi tako, da pred tem soočenjem mnenj v studiu, oziroma tokrat je bil en komentator nadaljavo, ti si bil v studiu, zavrtijo nek novinarski prispevek, ki pač uvede temo. Ampak povedal si mi pred oddajo, da najprej niso računali na to, da bi ti ta prispevek videl, čeprav bi se moral potem pač pogovarjati o tem, kaj je recimo minister Vizjak v tem prispevku tudi rekel, oziroma kaj so v prispevku pokazali, da je rekel. Ja, gospod Bergant je meni rekel, gledajte, predne boste vidva komentirala, bo nek prispevek. Jaz sem ga vprašal, ker sem vajen iz TV3 in pa Planeta TV, da stvari vidim, kar se tudi komentira, če bom jaz te zadeve videl, je rekel, da ne. In sem ga potem pač prosil, če lahko vseeno pokaže, oziroma če vsaj lahko vem, kaj bo na prispevku, ki bo moje izjave v okviru, ker je namreč zelo nerodno je komentirati stvari, če ne veš, na kaj se nanaša, oziroma kaj bodo dejansko pokazali na koncu. Da potem po nekaj pogovora je zelo korektno odreagiral in rekel, da fair enough in da je prav, da ga vidim, in je potem prosil režijo, da ga vseeno zavrtira. Zdaj, tvoj sogovornik v bistvu v tem nastopu na Odmevih je bil pač novinar portala Necenzurirano, Primož Cirman. In ti si v bistvu v svojem nastopu na Odmevih si upozoril tudi na pač možen konflikt interesov, ki bi ga naj imel Primož, ne? Ja, že takoj, ko mi je voditelj predstavil, kaj bo vprašanje, sem videl, v katero smer bo ta pogovor šel. In sicer meni se zdi ta posnetek, ki so ga zdaj dali ven Vizjak Petan, izjemno zanimiv. Odpira namreč celo vrsto vprašanj, ki jaz mislim, da bi morali zanimati vsakega raziskovalnega novinarja. Gospoda Cirmana je predstavil kot novinar raziskovalnega portala. Pri tem se meni postavlja vprašanje najprej, zakaj je ta prispevek ravno kar prišel ven, seveda tudi etično ravnanje Vizjaka, potem ravnanje Petana, potem kdo je zadevo snemal, in vsa ta vprašanja niso bila nič naslovljena. Tukaj je bilo samo neko nabijanje ministra, to meni osebno ni blizu. Pa ne zaradi tega, ker bi jaz imel posebne simpatije do Vizjaka, ampak zaradi tega, ker
v splošnem mi enodimenzionalne predstavitve niso všeč. Naj povem svoje izkušnje z prvega letnika faksa. Pri analizi 1, to je matematika, smo delali vaje in ko me asistent poklical pred tablo, sem neke limite, mislim, da smo računali, sem zelo vesel bil, da sem nalogo rešil in mi je rekel, tale asistent je rekel, kolega, naj vam takoj pokvarim dana. Ne. To ste sicer prav rešili, kaj pa če je A0? Mene je to šolanje izučilo, da imajo določene zadeve, tudi matematični problemi, mnoge aspekte in mnoge rešitve. Ne? In čez ta svoj drill skozi fiziko sem se naučil tega, da želim probleme pogledati iz različnih strani. In to me tudi moti pri komentiranju, ko stvari postanejo enodimenzionalne. In ko je prišla ta zadeva ven po 14 letih, prvo vprašanje, ki sem si ga postavil, ko sem to videl takrat na komercialni televiziji, v začetku oktobra, zakaj je ta posnetek zdaj prišel ven. Ne? In sem tudi začel te stvari sam malo raziskovati in sem gotovo, da je to zelo verjetno, oziroma jaz sem kar zdaj že 100% prepričan, da je to povezano z zakonom o varstvu okolja. Ne? To zadeva mogoče malo teže razložiti, ampak v osnovi je tako. Ne? Ena izmed, se pravi, trenutno gre za ravnanje z odpadki. In tukaj imate različne odpadkovne tokove in največji odpadkovni tok je odpadna embalaža. Ne? Potem imate še gume, elektronika in tako naprej. Ne? In trenutno imamo, mislim, da 6 podjetij, ki se ukvarja z embalažo, pri čemer smeti iz embalaže nastanejo v grobem na 2 krajih. Ne? Eno so to proizvajalci, zavezanci, naprimer nek trgovec, ne? Pripelje paleto nekih surovin, jih razstavi in potem to embalažo, del embalaže odloži na svoje dvorišče. Ne? Drugi del embalaže pa recimo, ko kupimo mleko, potrošniki odnesemo domov in ta embalaža konča na deponiji. Ne? In trenutno se zadeva tako ureja, da pač to so imenovani droje, družbe za ravnanje z odpadno embalažo, ne, sklenejo pogodbo z zavezancem in mu odvozijo, to ni težava, iz dvorišča del embalaže. Ne. Del embalaže je pa potrebno potem prevzeti na komunali in tukaj pride do raznih mahinacij. Namreč tam ne želijo te embalaže odpeljati, težko jo sortirati in zato se v bistvu mi utapljamo v smeteh. Ne. In Vizjakov zakon je to zadevo rešil, tako da bo bila samo ena organizacija, ki bo neprofitna, v lasti zavezancev, ne, vsak zavezanec bo lahko največ 10% lastnik in imenoval se bo PRO. Ne. To je proizvajalčeva razširjena odgovornost, pri čemer bodo prepovedane vertikalne povezave. Ne. To bo recimo predvsem Martina Odlazka, pa tudi nekatere druge, zelo prizadelo, zaradi tega, ker zdaj recimo Salomon, ki je izvajalec, to je tisti, ki ima kamione, reciklaže in tako naprej, ima v lasti podjetje Recikl, ki je droje. In seveda te zadeve so, poleg tega se ta stvar prepleta zelo z medijskim imperijem. Namreč slišal sem tudi nedavno eno zgodbo, ko je neko podjetje želelo odpovedati pogodbo pri enem od teh ljudi, ki so medijsko-smetarski lobi, za odvoz embalaže, so jih poklicali in so rekli, veste, morate se zavedati, da mi nek medij prevzemamo v last, mi lahko vas pišemo tako ali drugače. Poleg tega se da preko medijev, preko oglaševanja določene finančne tokove speljati in vse te zadeve bodo potem padle. In meni se pa zdelo pomembno, da povem, da je tudi necenzurirano po mojih informacijah del tega medijsko-smetarskega. Ja, ampak zdaj si me malo zgubil, prosti Peter, kje ste tu Bojan Petan pa Terme Čatež v tej zgodbi z odpadki in Odlazkom in mediji? Ja, Bojan Petan in Terme Čatež tukaj ni, se tudi v Odmevih ni bilo Bojana Petana in Terme Čatež. V Odmevih je bil Vizjak, Vizjak je tukaj. In če minister pade, potem pa zakona ne gre, se vemo, kako se zgodi. Ja, ampak ti zdaj nekako, če te prav razumem, ti hočeš povedati, da je pač Martin Odlazek pridobil ta posnetek od Petana, ali da je on že takrat snemal, ali nekdo, ki je potem dal njemu ta posnetek, to navezavo bi zdaj rad razčistil. Glej, tega ne vem, dejstvo je pač, da ta zadeva prišla ven tik preden se o tem odločalo. In da jaz vidim tukaj en izmed možnih motivov, jaz ne moram trditi, da ta motiv pravi, ker če bi želel, to bi moral dokazati, kdo je to in na kakšen način, ampak lahko pa postavljam različne hipoteze in jih testiram glede na okoliščine in ta se mi zdi zelo verjetna hipoteza. Zakaj bi nekdo hotel Vizjaka ravno zdaj zrušiti? Ja. Po 14 letih z nekim 14 let starim prispevkom, ki so ga na neko uporabili v resnici v prvem, za neko podlago, na katero so naložili komentar novinarja komercialne televizije in ga predstavili zelo enodimenzionalno. Marko, se tebi zdi ta teorija prepričljiva, se pravi, da bi naj bi zaradi to, kar je imenoval minister Vizjak smetarska mafija, se pravi, da bi naj oni se ga lotili na ta način, da bi nekako pridobili ta posnetek med Petanom in Vizjakom in ga dali v javnost?
zdaj me hoče speljati na ta naklet, ker sem ravno zaradi tega zavrnil na nastopanje v Odmevih, da bi to stvar komentiral. Tudi sedaj ne bom komentiral, ker bi s tem pljunil v lastno skledo ravno tega komentarja. Ne, jaz bi nekaj drugega izpostavil, pa če vrnem debato nazaj, tem, ker smo bili prej. Ja. Ravno mogoče ta analitična sposobnost Petra, ki jo je zdaj spet odlično prikazal, ker je v bistvu nek njegov miselni proces preko zakonodaje, preko neke logične dedukcije spravil naprej in ga skušal predstaviti javnosti, je mogoče eden izmed aspektov, na katerega bi se lahko fokusirali. Ne? In če bi ta debata potekala, kakor si pač jaz predstavljam, pa verjetno še marsikdo drug predstavlja, da bi morala potekati, bi mogli iti to dedukcijo, ki je zdaj Peter delal, iti pogledati po korakih, jo razčleniti po korakih in pač, če imamo nasprotne argumente v rokah, njegove argumente izpodbijati. Ne? In to bi bila tista debata, ki bi nekako v demokratični družbi oziroma demokratičnih medijih ali pa kjerkoli pač v kakršnih koli okoliščinah dvignila to postavko na nek višji nivo. In tukaj bi se mi znašli na tem iskanju resnice, o katerem sem prej govoril. Ne. Saj nihče ne trdi, da ima Peter s to svojo zadevo popolnoma prav. Tudi jaz lahko rečem, da korporativno upravljanje v Sloveniji je zadnjih 30 let katastrofa, ampak če bom prišel z idejo privatizacije ven, me boste raztrgali pri živem telesu. Ne. Ampak hočem povedati, veste, točno ta miselni proces je treba pogledati od koraka do koraka in če si pač pripravljen in če imaš te argumente v rokah, ki niso samo strogo politični argumenti za branjenje ali pa napadanje nekoga, bi se lahko o tem normalno pogovarjali in potem, ko bi ta postopek razdelali, bi prišli do tega, kar sem prej rekel, do te resnice na koncu, ki bi nekako ugotovili, kako pa stvari zares stojijo. Jaz lahko rečem, insinuacije so za ene ali pa druge smeri, ampak glej, jaz vsaj osebno lahko trdim, moje mnenje je, da se s Petrom do določene mere lahko strinjam. Potencialnemu konfliktu interesov. Okay, no, to je vseeno, da si to povedal. Še glede Petana, tukaj moramo tudi videti, v resnici na koncu Terme Čatež niso zelo dobro končale. Ne? In to, kar so problematizirali, da naj bi Vizjak, se pravi, se dogovarjal s Petanom, očitno ti dogovori najmanj niso uspeli. Zdaj, zakaj niso uspeli, lahko spet raziskujemo dalje in se sprašujemo o novih hipotezah in jih preverjamo. Kar je moj poanta, je samo to. Ne? Mene moti enodimenzionalno prikazovanje neke situacije, ki je na prvi pogled zmanipulirano. Če pogledamo prvi posnetek, so Vizjaku pripisali, da svetuje utajo davkov, potem so poskušali z novim posnetki to korigirati, ampak jaz, ko sem prvič tisto poslušal in sem videl, da on govori tam o 34 milijonih za nakup nekih hčerinskih podjetij, tukaj nima nobene veze z davki, razen morda s kapitalskim dobičkom. Ko sem šel kasneje gledati vrednosti delnic, sem gotovo, da so bile delnice ob tem, ko so jih te podjetja kupile 100 evrov, ko pa jih je mogel Terme Čatež odkupiti, so bile pa 300 evrov, se pravi, bil zelo velik kapitalski dobiček, pri čemer so še ena stvar je tukaj pomembna, Terme Čatež, ta nakup, ki jim ni nič koristil, oni ste te podjetje že imeli v lasti, tukaj je šlo samo za tajkunski prevzem gospoda Petana, financirale celo s posojilom, kar pomeni, da so morale financirati dodatno še posojilo, zgubile so likvidna sredstva, in danes so delnice Term Čateža, 30 evrov, se pravi 10-krat manj. To je tipični tajkunski prevzem, kot smo jih imeli v Sloveniji v tistem času mnogo. Bi pa poudaril še eno stvar, ki jo je tudi gospod Vizjak v svojem zagovoru poudaril, in namreč, ko je DZS prevzel, se pravi, ko se je to zgodilo, je DZS presegel prevzemni prag 25%. Tukaj imamo potem prevzemno zakonodajo, ki v resnici ščiti male delničarje, da ne bi bili izigrani in nalaga, da mora taka družba objaviti prevzem in sicer prevzem po ceni, ki je enaka najvišji nakupni ceni v zadnjih 12 mesecih. V tistem času je bilo to 340 evrov, pri čemer je Petan namesto denarja ponudil obveznice dela prodaje, ki še danes niso bile izplačane. Kar je pa še bolj hecno v tej zgodbi, je pa, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki je regulator na tem področju, prospekt odobrila, kar meni kaže za tipično tajkunsko zgodbo, kjer so neki akterji, med katerimi očitno ni Vizjaka, povezani z regulatorji, in so to podjetje v resnici po nekih ocenah so državljane oškodovali za 200 milijonov evrov, plus še oškodovali so male delničarje. Tako da, gledajte, zakaj nekdo tudi tega ni povedal v tej zgodbi? To je moje vprašanje. Če tega nekdo ne pove, jaz v mojih očeh ne uživa zaupanje. To pač tako funkcioniram, lahko se motim, vendar tak je moj pogled.
Meni je v bistvu tukaj všeč, ne oprosti, da upadam noter, pa še naprej bi se odzval. Glej, Peter je mene s to argumentacijo prepričal. Ne? Prej sem se mogoče malo nerodno izrazil, da se strinjam s tem, ampak me je s to argumentacijo bolj prepričal kot nekdo drug, ki te argumentacije ni imel ali se pa je sploh ni potrudil dati. Ne? Ja. In mene v bistvu kar tukaj najbolj prepričal v tem procesu je ravno to, ta njegova strast raziskovanja nekih nelogičnih korakov vmes, na katere nima odgovora in to izpostavlja. Ne? In to se mi zdi, da so te zadeve, ki bi jih pač morali naslavljati bolj učinkovito ali pa potem iskati neke odgovore, da lahko pridemo. Se vidiš, Petra, ko pade noter, dobro preuči, dobro naredi domačo nalogo, se skoraj da ne more ustaviti, ko zajame vse skupaj, kar zajame. Ja. In to je to. In jaz mislim, da je to eden izmed načinov in nekaj svežega v slovenskem političnem prostoru in komentiranju, česar do zdaj nismo bili toliko vajeni. Se mogoče je pa zato ravno ta odmev tako velik, kot je bil. No pa da še jaz izpostavim dve nelogičnosti, se mi zdi. Prva je ta, da minister Vizjak nam pa ni povedal, da se tudi še dan danes dobiva s tem istim Petanom, tem tajkunom, ki je kakor oškodoval Terme Čatež in davkoplačevalce in proti kateremu se je boril že takrat pred 14 leti, tako se pravi, da je ščitil državni interes. Namreč vsaj še julija letos sta se dobila na sedežu družbe Terme Čatež in nobenih podatkov nimamo, ki bi kazali na to, da pač Petanu ali pa družbi Terme Čatež škodijo ti sestanki med Vizjakom pa med Petanom. Pa me zdaj zanima vajino mnenje, v kakšnih odnosih sta po vajinem mnenju Bojan Petan in pa Andrej Vizjak. Če smem jaz tukaj, jaz v kakšnih odnosih nista, ampak zdaj bi pa malo drugače obrnil tvojo tezo. Zakaj bi morali Vizjakovi obiski nekega človeka, ki ima v lasti neko družbo, ki daje kruh ljudem v domači regiji, škodovati? Ja, zato, kar je Vizjak povedal v Petanu, to, kar si ti nam zdaj tudi razložil, da kakšen v bistvu tajkun, kakšen goljuf in tako naprej, je v bistvu ta Petan. Zdaj, to je že res, ampak... Potem, ko pa gledamo, kako se Vizjak zdaj po 14 letih, ko je spet minister, obnaša do tega Petana, nimamo nobenega dokaza, da bi se do njega obnašal tako, kot sam pravi, da ta Petan deluje. Torej, hočeš reči, Aljuš, da bi on moral iti in potopiti Terme Čateža? Ne, hočem reči, da če bi Vizjak prišel pred javnost in rekel, poglejte, jaz s Termom Čatež odlično sodelujem, ker tako to jaz vidim, oni so dali vlogo za koncesijo 3 mesece potem, ko je prišla naša vlada, mi smo jim to vlogo odobrili, zdaj imajo koncesijo, črpajo več termalne vode, ni tle nobenih težav. To je recimo bi tudi bilo možno, in se mi zdi nelogično, da zdaj Vizjak poskuša predstaviti tega Petana kot enega največjih, ne vem, kaj bi rekel, ne bodi ga treba v slovenskem gospodarstvu, po drugi strani pa vidimo, da pač on, ministrstvo z njim v redu sodeluje. Jaz nimam nič proti, če se ona dva dobita, ampak če se dobita, pač bi bilo fair, da pove minister Vizjak, se mi zdi, da se dobivata tudi zdaj, ker on pravi, da po teh pojasnilih, ki jih je dal, tako zgleda, kot takrat se je dobival, ki je ščitil državni interes. Dobiva se tudi danes. Ampak se mi zdi, da ni to edina nelogičnost, ki tukaj je. Še ena nelogičnost je, ne glede na vse, kar si ti, Peter, povedal o tem, kdo ima motiv, da da ta posnetek ven in tako naprej in zakaj je nastal in kaj je bil motiv za Vizjakova ravnanja, vendarle Vizjak na tem posnetku tudi reče, da bodo sodniku strli jajca. Pa me zdaj zanima vajino mnenje glede tega. Se je tu Vizjak samo širokoustil, on ni imel te moči in kako vidva razumeta sploh to besedno zvezo, da se sodniku stre jajca? Peter, boš ti. Bom jaz. Najprej, se pravi, taka izjava iz ust politika, ki je na poziciji moči, je skrajno neprimerna. Ampak je pa tudi neprimerna po moji interpretaciji, da s tem grozil sodnikom. Ker, gledajte, če jaz, Aljuš, hočem groziti tebi, ne smem tega reči Markotu, ampak moram povedati tebi. Tako da tukaj zagotovo ni šlo za pritisk na sodstvo. To je prva stvar, ki jo moram reči. Ker če je bilo za pritisk na sodstvo, lahko gre zdaj, ko so to v bistvu nezakonito izjavo predvajali. Je pa vsekakor ta izjava neprimerna, je nedostojna in jo tudi v tem kontekstu ne bi smel izreči. Tukaj se jaz tudi, Vizjak je to tudi povedal in tukaj se z njegovo zadevo strinjam. Ampak vseeno, ne bi pa tega tolmačil kot pritisk na sodstvo. Če želiš doseči pritisk na nekoga, naprimer, ko so Janšo, ko je pač Masleša rekel, sfukati ga je treba, ali kako je že, se prečujem izrazu, tisto je bil dejansko pritisk, ki je bil namenjen nekomu, ki ima moč odločanja.
Če je pa Vizjak rekel to nekemu podjetniku, tajkunu, človeku, ki nima vpliva na sodstvo, da bo nekomu strl jajca, potem ta zadeva nima efekta, kar ne pomeni, da je opravičljiva in ne pomeni, da je primerna. Ne, to je jasno, to je kvečni bil pritisk na Petana, noben sodnik ni bil zraven, da bi to slišal, se pravi, to ne more biti grožnje sodniku, če on ne ve za to grožnjo. Marko, kaj ti praviš na to? Recimo, je ta strl jajca tisto, kar je najbolj obremenjujoče tu za Vizjaka, oziroma a je on sploh imel tako moč, zdaj, da bi pač sodniku strl jajca? Spet je ta nagled, kamor me hoče spraviti. Jaz bom ostal pri tisti moji prejšnji načelni izjavi, da pač imamo težavo v Sloveniji s korporativnim upravljanjem zadnjih 30 let. In to bi se mogli zavedati. Bi pa mogoče izpostavil tukaj nekaj drugega, na kar me je spomnila oddaja o Zorku Simčiču včeraj, ki mu na tej točki tudi čestitam ob njegovem visokem jubileju. In sicer je uporabil latinski izrek divide et impera. In če prevedeš ta izraz v slovenščino, deli in vladaj, lahko ugotoviš, da ima ta deli dvojni pomen. Ene lahko razdeljuj tisto, kar imaš, pa boš vladal, drug pomen je pa lahko deli kot razdeli ljudi in boš vladal. Tako da verjetno si lahko sami odgovorite, v katero smer določeni procesi tukaj peljejo. Slovenijska politika je pa tudi izrazito naravnana v to smer. A te pa lahko vsaj vprašamo, Marko, glede na to, da si rekel, da tvoj inštitut oziroma inštitut, ki ga vodi, zdaj sodeluje z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kakšno bo stališče ministra in predsednika SMC Zdravka Počivalška v tej zadevi? Vizjak, bo pač on zagovarjal to, da pač mora minister oditi, ali misliš, da bo pač ustrajal na tem, da minister ostane, oziroma kaj mu boš ti svetoval, oziroma tvoj inštitut? Ne, Aljuš, moj inštitut ni bil najet s tem namenom, bil je najet z namenom, da se optimizira določene procese, in to je to, kar lahko komentiram, in jaz tega vpliva, mogoče precenjuješ moj vpliv. Jaz te vprašam, ti pa poveš. Pa teh stvari, tudi če bi želel, niti ne bi smel komentirati. To bi bilo pa najmanj neprofesionalno, najmanj profesionalno od mene. Pardon. Zdaj, Peter, včeraj sta bila tukaj v naši oddaji Tino Mamić in Darko Mršič, ona sta v bistvu oba rekla, da mislite, da bi bilo najboljše, če bi Vizjak sam odstopil. Kaj ti recimo misliš, da bi bilo najboljše v tej situaciji, oziroma kaj pričakuješ, da se bo zdaj naprej zgodilo? Za Vizjaka je opozicija vložila interpelacijo. Tako da jaz osebno mislim, da Vizjak mora to interpelacijo izkoristiti in še enkrat pojasniti vse zadeve in potem naj se zadeve v državnem zboru odločijo. Zdaj, kolikor ne bilo interpelacije vložene, potem bi morda o tem razpravljali, ker je pa pač opozicija pohitela in interpelacija, če sem prav pogledal, vložila 27. oktobra, se pravi konec oktobra, je ta zadeva v procesu in mislim, da je prav, da se izpelje do konca. Da se pač, to je neke vrste politična obtožnica, če tako malo figurativno povemo, da se ta zadeva spelje pred državnim zborom, tam, kjer je mesto, tam, kjer se razpravlja, da Vizjak še enkrat pojasni se argumente in se potem poslanci glede tega odločijo. Zdaj, čemu vidva, če se vrnemo zdaj na izhodišče naše današnje debate, čemu vidva pripisujete to reakcijo žolčno, tako pač profesorja Marka Milosavljevića z Fakultete za družbene vede in filozofa Borisa Vezjaka, kolumnista Mladine, na ta Petrov nastop, oziroma na to, da je Peter tam izpostavil, da lahko ima sogovornik, novinar, pač portal Necenzurirano, konflikt interesov. A je po vajenem mnenju pač jih je šokiralo to, da sploh nekdo pride na Odmeve v to temo, zagovarja drugačno stališče, ali jih je bolj šokiralo to, da si Peter pač rekel, da je očitno, da bi moral sogovornik sam opozoriti, oziroma da je možno, da ima konflikt interesov? Kaj jih je vrglo iz tira, kaj jih je tako prizadelo, da so na ta način odreagirali, kot so? Če smem, pač jaz kaj jih je vrglo iz tira, iz tega ne moram vedeti, to bi mogel njih vprašati. Lahko si pa mislim, jaz pa v te reakcije vidim potrditev, da so moja stališča, tudi ta, ki sem jih danes povedal, vsaj delno resnična. In jaz osebno mislim, da je to bila naštimana afera, ki se mi je zdaj s tem mojim nastopom nekako nepričakovano začela podirati. In da so zaradi tega jezni in da jih ta zadeva, tako kot sem napisal na Twitterju, dejansko boli. Ker jaz mislim, če bi jaz prišel tja, kot čisto enako, pa bi čisto po goru proti Cirmanu se noben ob mene ne bi nikoli obregnil. Če bi jaz povedal nekaj, kar njih ne boli, ker jih ne moti, dvomim, da bi kdorkoli kregal ali klical kogarkoli, zakaj me povabil Odmeve. Tako da jaz tukaj dejansko mislim, da so se oni s tem malo razkrili, da je ta zadeva
moj pogled pač ne gre skladno z njihovo politično agendo. Ne? Ker v demokraciji imamo lahko različne poglede, jih povemo in kot sem rekel na koncu, gledalci sami presodijo, ali so argumenti, ki so teh pogledov pripeljali, korektni ali niso. Ne? Jaz sam gledalcev ne smatram za ovce, ne? Ampak zato tudi se vedno potrudim utemeljiti svoje stališča, ker prepuščam presojo njim osebno, da se odloča, ali to moj zaključek, ki sem ga naredil, korekten ali ni. Ne? Zdaj, Marko, ti si rekel, ne, bil si že deležen nekih pač nejavnih reakcij na svoje javne nastope v teh medijih ali pa na nacionalnem mediju. Zdaj, Peter je bil deležen nekih žolčnih javnih reakcij. Kako ti to recimo komentiraš? Ja, jaz lahko zase povem, da sem bil obkladan že z vsem od klerofašista do komunista, pa ne vem, česar okoli še, v bistvu na nek način. Ampak jaz bi tukaj rekel, no, jaz vseeno določenih stvari ne razumem najbolje, predvsem nekaj se kaže ponovno, da je v bistvu slovenska, bom rekel, nek temelj v nas je izrazito poseben, ker se očitno ta moment jeze zelo hitro vklopi, če nekdo nekaj dela drugače, kot si ti predstavljaš, da bi mogel delati. In očitno je ta nek mnenjski mehurček, ki je bil tako močen, da je bilo v bistvu dovolj, da se je Peter pojavil in se je ta širna jeza vse povsod sprožila. Seveda potem gremo pa v klasične obrambne mehanizme ene in druge in smo pri tej situaciji, kjer smo, da se na koncu sprašujemo, ali bo Peter še enkrat v Odmevih ali ne, kar je za moje mnenje popolnoma napačno vprašanje. Jaz tukaj mislim, jaz tudi malo pogrešam ta pragmatizem tudi naših ljubih mogoče učiteljev novinarstva, ne, ki bi se lahko naučili, da je sploh pri politiki važno, da ne odreagiraš empatično in na prvo žogo, ampak da mogoče dvakrat vdihneš, premisliš, kakšen bo tvoj odziv in se šele potem odzoveš. Jaz tudi verjamem, če Peter te pozornosti od tudi drugih komentatorjev oziroma drugih opinion leaderjev ne bi dobil, bi ta stvar lahko dokaj hitro šla v pozabo in bi se skrila nekam na strani ali pa v medijskem arhivu in bi verjetno zelo redek človek bil, ki bi te stvari ven iskal. Ne. Ampak zaradi tega, ker je bil ta odziv tako buren, se je potem tudi na drugi strani sprožil ta obrambni mehanizem, ki je bil tako buren in smo tukaj, kjer smo. In v bistvu najbolje pa od vsega profitiral Peter, ne, ker verjetno se mu je dvignilo število followerjev, verjetno se mu je bistveno dvignila prepoznavnost v širši javnosti. In jaz mislim, da je Peter točno s tem naredil točno to, kar je v bistvu želel. Ne. Zdaj, Peter, učitelj so ti tudi v teh odzivih, ne, da si inženir. Zdaj zanima, če si se s kakšnim inženirjem pogovarjal v tem svojem nastopu na Odmevih ali v svojih siceršnjih nastopih, tudi v naši oddaji, pa še kakšni drugi, kako recimo inženirska srednja, tvoji kolegi gledajo na te tvoje nastope? Naj povem, da ja, to je tipična reakcija v družbi glede inženirjev. Ne. Mi smo vedno dobri, ko treba nekaj razviti, pridemo pa zadnji na vrsto, ko treba za nas zgraditi fakulteto, ko nas je treba plačati. Ne. Zato smo na naši fakulteti, tukaj jaz moram reči, da jo zelo cenim in sem zelo ponosen, da sem profesor na fakulteti za strojništvo, ki je pred leti sprejela tudi strategijo. In en del te strategije tudi se bomo inženirji več pojavljali v javnosti. Seveda so stvari, ki jih jaz komentiram, čist moja zasebna zadeva, ampak kot govorim s profesorji, so veseli, da nastopam in predvsem so veseli, da povezujem to z našo fakulteto. Ne. Ker mislim, da morda in upam, da bom še kakšnemu inženirju in ljudem iz tehnične stroke zrastel pogum in bo kdaj stopil in povedal svoje mnenje. Ne. Zaradi tega, kot sem povedal prej tisto anekdoto iz svojih predavanj prvega letnika, pač nas so naučili nekega mišljenja, analitičnih orodij, ki so splošne in lahko tudi očitno zelo dobro uporabljaš tudi pri političnem komentiranju. Ne. Ja. Kar ne pomeni, da druge fakultete tega nimajo, ampak sam mislim, da pač veliko več drila smo dali, ker ga dejansko pri svojih opravilih potrebujemo, ga je pa težko neposredno prenesti v komentiranje. No. Tako da to moram reči, tudi to je neka veščina, ki se moramo inženirji še dodatno preučiti. Ne. No, vsaj v naši oddaji boste seveda oba zmeraj dobrodošla. Za danes pa dr. Peter Gregorčič, Marko Balažic, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o Odmevih in Odmevih na Odmeve že 638. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, ali bo Bosna in Hercegovina razpadla. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.